Bolečina predstavlja še zmeraj nek velik izziv, ampak moramo pa strogo nekako ločiti in potegniti mejo med akutno bolečino, kjer smo zelo dobri, ki jo znamo zelo dobro zdraviti, ampak akutna bolečina je tista, katere mehanizme natanko poznamo, vladamo, imamo tudi zdravila, ki so zelo uspešna pri njenem lajšanju, medtem ko je, da takoj na začetku povem, kronična bolečina, o kateri se danes bolj pogovarjamo, bolj nekako bio-psihosocialni fenomen in presega meje zdravstva. Podatki so dejansko relativno slabi, pred tem si ne moramo zatiskati oči. Vsej nekako 19% Evropejcev bi naj trpelo kronično bolečino. Vsi ti podatki, ki jih zdaj navajam, so v glavnem iz študije, ki je bila narejena že leta 2006, naredili pa Breivik sodelavci. Slovenija takrat ni bila zajeta, ampak smo naredili eno leto kasneje raziskavo po podobni, pa celo enaki metodologiji in zato imamo primerljive podatke. No, največ bolečine navajajo Norvežani, kar je po svoje paradoks, saj je Norveška država, ki ima drugi največji BDP na prebivalca, prvi je Luksemburg in v bistvu vidimo, da pojavnost bolečine ni samo odvisna od tega, kako bogata je država, koliko si lahko privošči za zdravstvo in to vprašanje še zmeraj ostaja, zakaj je Norveška tako visoka. Slovenija je na tle relativno slabem 4. mestu z 23% pojavnostjo kronične bolečine. Zanimivo, najmanj je pa v Španiji, kjer je ta odstotek samo 11%. Zdaj, večina teh ljudi pri nas so ženske, večina jih ima nižjo izobrazbo, tudi pri starejših, tam nad 60 in 65 letom se odstotek bolnikov za kronično bolečino precej poveča, kar je do neke mere logično, se imajo več spremljajočih bolezni, več degenerativnih sprememb. Bolečina pa povprečju traja v Sloveniji tam nekje 4,85 let, medtem ko v Evropi je ta podatek nekje do, nekoliko daljši, nekje približno 7 let. Zdaj, seveda, moramo reči, da bi bilo dobro, če te podatke lahko na nek način pri naslednjih raziskavah izboljšamo, oziroma da se bo prikazalo, da je stanje seveda boljše, kot je bilo predstavljeno leta 2006 in 2007 bolečini. Orofacialna bolečina res morda ni na prvem mestu po pojavnosti, zna biti pa zelo težka, zelo zoprna, zelo rezistentna za lajšanje. Verjamem, da smo jo v akutni obliki vsi že kdaj doživeli, se sem spada ena taka relativno nedolžna, čeprav lahko tudi močna bolečina, kot je zobobol. Nasplošno pa gre to za bolečino po definiciji, ki prihaja iz predela obraza in pa ustne votline. Zdaj, sem v osnovi glavoboli ne spadajo. Pogosto pa se zgodi, da različni glavoboli, recimo najpogostejši je verjetno glavobol tenzijskega tipa, in pa migrenski glavobol, pa tudi vsi ostali, lahko nekako dajejo klinično sliko, da gre za orofacialno bolečino. Vemo, da bolečino bolnik ne navaja zmeraj tam, kjer nastane, ampak pride do prenešene bolečine in to se tukaj lahko dogaja. Zdaj, vzroki so lahko različne bolezni, poškodbe, disfunkcije, recimo živčnega sistema, takrat govorimo o nevropatski bolečini, ki je še posebej nekako težka za lajšati, rezistentna na vsa zdravila in smo pač tle nekako dokaj slabi pri temu, da bi pomagali tem ljudem. Zdaj, bolečina lahko tudi karcinomskega izvora, vse sorte je možno. Problem je včasih diagnostika, ker tle so zelo različne strukture, oči, ušesa, ravnotežnostni aparat, možganski živci, mišice, sklepi in včasih je težko natančno tudi že od bolnika zvedeti, kje ga boli, in temu primerno je tudi diagnostika precej težka. Naj omenim, da tle recimo spada v to vrsto bolečine tudi neuralgija trigeminusa oziroma vnetje, bi lahko rekli, tlovenega živca, ki oživčuje področje obraza in to je sigurno ena od najmočnejših in najmočnejših bolečin oziroma najbolj neprijetnih, ki lahko človeka doleti. Vse vemo, da je to bolečina v področju obraza, ljudje ne morejo jesti, ker če grizejo, sprožijo bolečino, ne morejo izvajati ustne higiene, ne morejo se briti, ne morejo tudi govoriti. In to včasih
vodi dejansko v neko delno ali skoraj da popolno socialno izolacijo in opisani so bili tudi v bistvu samomori na račun te bolečine, ki nismo znali dovolj dobro olajšati. Mnoge bolnike, ki so nekako dobro vodeni s kronično bolečino, dobijo pravo zdravilo, morda ne še v pravem času, morda bi ga lahko prej dobili. Ampak zdaj, če govorimo recimo o različnih zdravilih, deloma mogoče bi lahko rekli, da opiofobija še vedno obstaja, čeprav na drugi strani so eni in bolniki in zdravniki preveč recimo rezervirani do jemanja in predpisovanja opioidov. Na drugi strani vidimo tudi druge primere, ko nekateri prehitro prepišejo. Ampak to je vse stvar izobraževanja. Ne. Spet smo prišli k začetku, v tej izhodiščni temi, kakšno je izobraževanje. Jaz moram reči, da kar sem slišal danes, tudi sam nisem vsega vedel, je kar na dokaj dobrem nivoju, bi si upal trditi, da smo sigurno v evropskem povprečju, je pa sigurno še prostora za izboljšave, o tem ni nobenega dvoma. Še enkrat bi poudaril, da bolečina, ker bo že večkrat danes poudarjeno, je biopsihosocialni fenomen in da tudi, če bomo imeli na voljo zdravilo, ki bo blokiralo vse bolečinske poti in receptorje, bo problem bolečine še zmeraj ostal. Zato moramo nekako delovati v smeri preventive, da ljudje prevzamejo odgovornost za svoje zdravje, deloma bomo s tem zmanjšali ta problem, da bomo poskušali dobro lajšati akutno bolečino, kar znamo, kar namreč vemo, da slabo lajšana akutna bolečina vodi do večje pojavnosti kronične in ne nazadnje za tiste ljudi, pri katerih se pa že razvila kronična bolečina, ki jo zelo težko obvladujemo, pa če smo pošteni, ne moramo več obvladovati, da jim nekako zagotovimo, da so obravnavani v okviru nekih multidisciplinarnih programov, kot ga imamo v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru v Soči, katerega namen je seveda zraven lajšanja bolečine tudi, da te bolnike naučijo nekako shajati in živeti za to kronično bolečino, ki jo imajo.